Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci. V današnji oddaji Minute za kulturo vam bomo prikazali delček poletnega kulturnega utripa, ki je takole po tem koronskem času kar nekako zaživel. V prijetnem večeru tukajle na ploščadi pred kinom Metropol. V pokoronskem obdobju se tudi v Celju prebujajo posamezna prizorišča poletnih prireditev in Celjani jih očitno s hvaležnostjo sprejemamo. Tako je bilo tudi na ploščadi pred mestnim kinom Metropol, kjer so prejšnji torek 7. julija obiskovalci, ki so zasedli vsa razpoložljiva mesta, v prijetnem poletnem večeru uživali ob koncertu kantavtorja Sama Horvatiča in njegovih sorodnih duš. Celjan Samo Horvatič je svojo kitaro tokrat nastopil skupaj z Bojanom Draxlerjem na klaviaturah in harmoniki ter Antonom Panom na kahonu. Samo s sorodnimi dušami nastopa že približno 7 let. O tem, kako so vsi trije pričeli skupaj nastopati, pa sta nam več povedala Samo Horvatič in Bojan Draxler. Po domače povedano, je fajn, če imaš zraven ene klaviaturista, pa da ti bobne malo udarja gor. In smo se najdli, sem iskal ene sorodne duše oziroma prijatelj, s katerimi bi špilo, kjer bi lahko ustvarjali skupaj. In zdaj že kar nekaj let nastopamo skupaj, tako da nam kar dobro gre. Samo je mene pa Toneta povabil k sodelovanju, ima lepe pesmi. Tudi pesniško zbirko je izdal zdaj teh pesmi, nekih ima pa uglasbenih. Tako da smo z veseljem pomagamo, da smo skupaj. Že sam naziv mi je bil lep, še preden sem jaz vstopil zraven Samo in sorodne duše, sem rekel, sorodnim dušam bi pa pomagal, mislim, bi pa sodeloval z njimi. Kako pa se jim je porodilo ime Sorodne duše? To sem si pa jaz mislil, ker mi je bilo všeč, že ko sem bil, preden sem imel skupine, sem študiral, kakve imena bi dal. Ena od imen je bila Fine Danke, ker je zebancija, Fine Danke, ali pa Fajn Danke, zebancija, ali pa recimo, kaj sem hotel imeti, žive baterije, nekaj sem si izmišljal in potem smo skupaj se zmenili in smo rekli, sorodne duše, to se pa najbolj čuje. Kantavtor Samo in sorodne duše so pred Metropolom skupaj odigrali kar 18 njegovih avtorskih skladb. So pa njegove pesmi duhovite, iskrene, ljubezenske, pa tudi družbeno kritične, v prijetnem rokovskem šansonskem žanru, kar se je še posebej prileglo k poletnemu vzdušju tistega večera pred kinom Metropol v Celju. Seveda pa je nekaj svojega pridjal tudi voditelj Iztok Gartner. Tako obiskovalcem kot tudi izvajalcem je očitno koncert po karantenskem obdobju kar dobro del. In kako so ga doživeli izvajalci? Meni je bila super, taka publika v redu, fajn vzdušje, fajn občutek je v živo igrati, dati sebe, da publika v tem tudi uživa, da jim je to všeč, da sprejemajo, da je ta menjava občutkov, energije. Tako da je bilo zelo prijetno in sem zelo hvaležen vsem, da so prišli in upam, da so uživali tako jaz. Ja, to se nam tudi dopade, da lahko spet malo igramo pred občinstvom. Drugače smo en čas neč, en čas pa malo pri Samo, to sam doma. Drugače pa zdaj res po dolgem času spet malo se lahko predstavimo takole publiki. Sedamo in ne vodi in oči se ne boji. Kantavtor Samo Horvatič je imel svoj prvi javni nastop leta 1997 na RTV Slovenija v oddaji Pomp pri Mojci Mavec. Sicer pa glasbo ustvarja že od svojega 14. leta in pred kratkim je za obletnico 30 let svojega glasbenega ustvarjanja izdal tudi pesniško zbirko, v kateri pod naslovom Glas v glavi predstavlja izbor 220 svojih pesmi, ki jih je napisal od leta 1990 do 2020, od katerih jih je veliko tudi uglasbil. Kje pa Samo Horvatič največkrat najde navdih za svoje ustvarjanje? V bistvu življenje, samo občutki, dojemanje sveta, sebe
iskanje sebe, Boga, iskanje sebe v drugih ne bolj, ampak obdržati sebe v tem svetu, da si to, kar si, oziroma to, kar bi rad bil, kar bi rad postal, oziroma, kako bi rekel, da si iskren do sebe, do drugih in da si čim bolj svoboden, da si to, kar si, da ti ni treba igrati nekaj, kar nisi, da si pristen, da si živ, da si svoboden, ne? Pa ženske seveda, punce, ne? Veliko imam tudi ljubezenskih, ne? So tudi duhovite ali pa tudi družbeno kritične, recimo dogajanje po svetu, ki se dogaja, ali pa v Sloveniji, ali pa kjerkoli pač, kar začutim, to naredim, ne? Vedno iz sebe ven izhajam. Pa bo izpod njegovega peresa nastala še kakšna pesniška zbirka? Pesmi nastanejo, tukaj jih je 220, v tej knjigi Glas v glavi, ne? Jih je 220, tako da v bistvu sem kjer veliko strnil, v bistvu sem hotel čim več, da bi bilo v teh 30 letih, kar jih je nastajalo, da bi bile zbrane zdaj v tem 30-letnici, ne, ustvarjanja. Tako da v bistvu pesmi so, tako da tudi knjiga bo, se ne mudi, ne, počasi. Samo Horvatič seveda nastopa sam kot kantavtor, v zadnjih 7 letih pa večinoma skupaj s sorodnimi dušami. Na predstavitvah literarnih del ali podobnih dogodkih, v kratkem pa bodo izdali tudi nov glasbeni CD. Samo pa pravi, da mu pesmi in navdiha še dolgo ne bo zmanjkalo. Kakšni pa so njegovi načrti v bližnji prihodnosti? Pa v bistvu nisem obremenjen, da bi mogel nekih planov velikih imeti, drugače pa ustvarjam nove pesmi, zdaj bom tudi CD nov izdal. To je zdaj moj plan za začetek. Sem pa letos izdal, sem imel čas, ko je bila korona, pa sem pripravil vse pesmi, poezijo, ki sem jim izdal in sem izdal zdaj pesniško zbirko tudi, Glas v glavi. To je ena pesem, ki sem jo tudi napisal, uglasbil in sem tako naslov tudi pesniški zbirki, ki je v bistvu izbor pesmi ustvarjen na 30 let od 1990, ko sem prvo pesem napisal, do 2020. Kot glasbena gosta pa sta s 3 skladbami na poletnem koncertu pred Metropolom nastopila tudi mlada glasbena ustvarjalca iz Frankolovega, pevka Katja Lilija in kitarist Domen Matelič. No, prijeten večer ob prijetni glasbi je navdušil praktično polnoštevilno občinstvo tukaj na ploščadi pred kino Metropol. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala, da ste bili z nami in pa prav lep pozdrav do prihodnjič.